Lepo pozdravljeni, kar v miru, kar v miru. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni na konferenci nacionalne kontaktne točke programa Državljani, enakost, pravice in vrednote. Gre za program, s katerim želi Evropska komisija z vami in drugimi ključnimi deležniki zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v pogodbah EU in listini o temeljnih pravicah. Čas se zdi več kot pravi, saj družbeni izzivi kličejo k dejanjem nediskriminacije, strpnosti in pravičnosti. Veseli nas, da je z nami vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in ob tej priložnosti vabim gospo Jernejo Jukješe, da nagovori nas vse tukaj danes zbrane. Hvala lepa in lepo pozdravljeni tu v hiši EU. In najlepša hvala tudi za vabilo na tem pomembnem dogodku. Evropska unija je skupnost držav, ki temeljijo na vrednotah človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, spoštovanja vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic. Te pravice in vrednote so zapisane tako v pogodbah Evropske unije, kot tudi listini EU o temeljnih pravicah, ter tudi v mednarodnih konvencijah. Moramo jih spoštovati, ščititi in spodbujati prav vsi. Države članice, pa Unija si pa tudi prizadeva za njihovo spoštovanje zunaj meja. Danes bomo tu govorili o programu CERN, se pravi Citizens, Equality, Rights, Values oziroma državljani, enakost, pravice in vrednote. To je največji program Evropske unije za spodbujanje in varstvo temeljnih pravic v Evropski uniji in v naslednjih 7 letih si lahko iz proračuna EU obeta več kot 1,5 milijarde evrov. Cilj tega programa je zaščititi pravice in vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija. Ključno vlogo imajo pri tem prav organizacije civilne družbe, od lokalnih do mednarodnih, od občin in izobraževalnih ustanov do varuhov človekovih pravic in medijev. Prav vsi ti bodo lahko iz programa CERN dobili podporo za delovanje. V času, ko se evropske družbe soočajo z ekstremizmom, radikalizmom ter krčenjem prostora za neodvisno civilno družbo, bodo organizacije civilne družbe v središču pozornosti programa CERN. Ta bo sofinanciral projekte, ki spodbujajo in ozaveščajo o vrednotah EU in temeljnih pravicah EU in podprl lokalne, regionalne, nacionalne in nadnacionalne organizacije civilne družbe. To je nujno, če želimo v EU zagotoviti spoštovanje načel pravne države. Naslednji mesec bomo na Evropski komisiji že 3. objavili poročilo o vladavini prava v EU, kjer bomo vse države članice ocenili na 4 ključnih področjih pravne države, od pravosodnega sistema, protikorupcijskega okvira, pluralnosti medijev in tako dalje. Tudi za Slovenijo bo letos to poročilo prineslo specifična priporočila za državo. Bomo videli, kaj nam bo prineslo. Da smo v Evropi v svetovnem vrhu, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, je seveda daleč od samoumevnega. Proces evropskega združevanja namreč temelji na miru, odsotnosti vojne in v zadnjih 3 mesecih smo ob ruskem napadu na Ukrajino vsi spoznali, da lahko vojna vzplamti tudi sredi Evrope. Evropska unija je Ukrajincem, ki bežijo pred vojno, odprla vrata in jim omogočila namestitev, delo in zdravstvene storitve. Ukrajini pa pomagamo tudi s humanitarno pomočjo, pa tudi z dobavami vojaške opreme, kar se dogaja prvič v Evropski uniji. EU trdno stoji z Ukrajino
Za konec pa še, prejšnji mesec smo praznovali Dan Evrope, 9. maja. Na ta dan je leta 1950 takratni francoski zunanji minister Robert Schuman zapisal, da Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo s pomočjo konkretnih dosežkov, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost. In za uresničevanje temeljnih pravic in približevanju idealom vrednot Evropske unije si je treba prizadevati cel čas. Program CERN konkretno prispeva k uresničevanju številnih politik Evropske unije na področju človekovih pravic, kot so akcijski načrt EU proti rasizmu, strategija EU za enakost spolov, strategija EU o otrokovih pravicah, pa tudi strategija za enakost LGBTIQ oseb. Vse to so tisti konkretni dosežki, o katerih je pred 70 leti govoril Robert Schuman. EU, zgrajena na spoštovanju človekovih pravic, miru in solidarnosti, je danes zgodba o uspehu. Ampak te dosežke je treba varovati, krepiti in razvijati naprej, saj bo Unija le tako lahko uspešno stopila v zeleno in digitalno dobo. In vesela sem, da je tu v Sloveniji prav CER ena od tistih načinov, na kako to Evropo in boljšo Slovenijo tudi potisniti naprej. Jaz vam želim zelo produktivno diskusijo in se že veselim konkretnih rezultatov. Hvala lepa. Hvala za te besede. Pomembno pa je, da program, predvsem pa aktivnosti, ki se bodo v okviru njega podpirale in dogajale, spremlja to vse tudi naša pristojna ministrstva. Zato vabim gospo Jano Lovšin, vodjo sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje iz Ministrstva za pravosodje, da z nami podeli nekaj misli o programu. Spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci nacionalne konference programa CERN, tu v hiši EU, pa tudi preko spletne povezave. Uvodoma posredujem pozdrave in dobre želje strani nove ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan, ki v predstavitvi pred pristojnim odborom Državnega zbora med drugim izpostavila spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava kot ideala, h katerimi si moramo prizadevati vsi. In prav to je srčika programa Državljani, enakost, pravice in vrednote, na kratko v angleščini v krajšavi CERN. Kot je pred menoj poudarila vodja predstavništva Evropske komisije, program z zajetnim proračunom naslavlja izzive, ki smo jim danes priča v Evropski uniji. Program je namreč nastajal v času, ko so se evropske družbe začele soočati z ekstremizmom, radikalizmom in terorističnimi napadi ter posledično povečalo ksenofobijo in sovražnim govorom. EU je prepoznala, da je potrebno nadaljevanje, spodbujanje in krepitev pravic ter vrednot EU, predvsem človekovih pravic, spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti in pravne države, saj ima vse navedeno posledice na politično, družbeno, kulturno in gospodarsko življenje Evropske unije. Ker so bili že našteti sklopi programa, se ne bom ponavljala, zato naj vam ob tej priliki na kratko predstavim vlogo našega ministrstva pri vzpostavitvi programa. Ministrstvo je bilo namreč tisto, ki je aktivno sodelovalo pri pogajanjih pri uredbi, katere rezultat je pravzaprav vzpostavitev programa CERN. Manj znano dejstvo pa je, da je osnovni predlog uredbe iz leta 2018 se navezoval le na vzpostavitev programa za pravice in vrednote in se je potem tudi v naslovu nadgradil na pobudo vseh članic, med drugim tudi Slovenije. Pogajanja v tistem času niso bila tako zelo preprosta, trajala so skoraj 2 leti, s tehničnimi podrobnosti vas ne bom obremenjevala, ampak potem, ko so se na koncu ukvarjali z nasprotovanjem določenim dikcijam predlogu uredbe strani določenih držav članic, smo na koncu, ko smo zaključili s pogajanji, le imeli nasmeh na obrazu.
Namreč po zaključenih pogajanjih v Svetu Evropske unije je Evropski parlament v svojem delu zakonodajnega postopka še precej povečal vrednost finančne ovojnice za ta program. Denar seveda ni vse, je pa predhodni sorodni program oziroma vmesna ocena programa Pravice, enakost in državljanstvo za obdobje 2014 do 2020 pokazala, da je le ta prinesel visoko evropsko dodano vrednost. Države članice same ne bi mogle doseči enakih rezultatov v smislu velikosti in obsega naslavljanja pomena človekovih pravic in enakosti ter delovanja demokratičnega ustroja družbe. Prav zaradi pomoči strani sofinanciranja Evropske komisije. Upravičenci so se strinjali, da so bile na primer kampanje za ozaveščanje varstva podatkov ob začetku veljavnosti uredbe GDPR in pa kampanje glede preprečevanja nasilja v družini posebej pomembne in tudi uspešne. Na komitoloških odborih, ki se jih udeležujemo predstavniki ministrstva, prehodnega obdobja, na katerih se spremlja izvajanje programa ter črpanje sredstev v državah članicah, je bilo zaznano, da je v Sloveniji črpanje tovrstnih sredstev preslabo izkoriščeno in da je predvsem premalo promocije. Še manj pa je na voljo pomoči, kako uspešno prijaviti projekte. Ideja na papirju je lahko super, vendar jo je potrebno spraviti v prijavne obrazce, finančno ovrednotiti, narediti časovnico, najti partnerje in podobno. Mnogo prijaviteljev, še posebno manjših, se tega ustraši in iščejo vire za svoje projekte drugje. Na ministrstvu odkrito priznavamo, da je znanja, kako promovirati program, da bi se prijavilo čim več upravičencev, premalo. Naš core biznis, naše osnovno delo je drugje. V glavnem hodimo v Bruselj in pogajamo pač zakonodajne akte z našega področja. In se ukvarjamo s poročilom o vladavini prava, ki je bilo danes že omenjeno. Iz tega razloga smo se zelo razveselili člena v uredbi, ki je omogočal vzpostavitev kontaktne točke za ta program in pravzaprav smo se še isti mesec, ko je bila uredba objavljena v Uradnem listu, tudi sami objavili javni razpis za njeno vzpostavitev oziroma kasneje za sofinanciranje točke PIN-a, ki je bila izbrana na razpisu na podlagi strokovnih kriterijev medresorske izbirne komisije. Levi delež sofinanciranja točke sicer pri tem nosi Evropska komisija, zato se na tem mestu zahvaljujem tudi predstavništvu Evropske komisije, ker gre pri tem za nek skupen uspeh na poti k ideji odprtih, vključujočih, kohezivnih in demokratičnih družb. Ker ne sme biti prostora za nasilje in diskriminacijo na podlagi spola, rasne ali etične pripadnosti ali vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Na koncu naj se zahvalim kontaktni točki PIN-a, da je aktivno zaživela in da je danes organizirala to konferenco, ter ji tudi v nadaljnje želim veliko uspehov. Cilj, da dosežemo večje število izbranih projektov, tudi strani slovenskih upravičencev, je merljive narave. Še višji cilj, kot že rečeno, ostaja izgradnja bolj demokratične unije, večje ozaveščenosti o pravicah in vrednotah, pri čemer organizacija civilne družbe igrate ključno vlogo. V tej luči tudi zaključujem in želim čim več odobrenih prijav za vaše kampanje, projekte, študije in analize. Preden zaključim, se moram posebno zahvaliti sodelavkam, predvsem Maji in Jurki, ki sta izpeljali ta razpis, tako da danes imamo to točko, ki jim res iz srca želim tudi osebno uspešno delovanje v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala. Nacionalno kontaktno točko programa bo v Sloveniji, kot ste slišali, vodila organizacija PIN-a. Vabim gospoda Boruta Jermana, da predstavi, kaj koordinacija tovrstnega programa pomeni. Lep pozdrav še v imenu Kulturno-izobraževalnega društva PIN-a. Ko je razpis za točko CR bil objavljen, je v ekipi PIN-e završelo. Zakaj? Leta 2010,
ko smo bili zaposleni 3 na Peni, smo prijavili projekt na program Evropa za državljane. Projekt je bil uspešen na programu za organizacijo civilne družbe, vendar, če takrat ta projekt ne bi bil uspešen, če financiranje ne bi dobili, bi zelo verjetno skoraj sigurno Pino zaprli. Tako da je v bistvu ta program oziroma predhodnik tega programa, eden izmed predhodnikov tega programa, kriv za to, da Pina je danes to, kar je. Torej organizacija s 15 zaposlenimi in veliko več projekti. In na ta program nas vežejo zelo, zelo lepi spomini. Prvi projekt, ta omenjen, izpeljali smo ga na Nizozemskem, dofinancirali smo Mimifest, festival odgovornega oglaševanja, če se spomnite, je bil zelo aktualen desetletje nazaj. In nadaljevali smo sodelovanje s tem programom. Meni še posebej pri srcu je bil projekt Ženske upora, projekt, ki je pripeljal temu vloge žensk med drugo svetovno vojno, vloge žensk danes, vloge žensk jutri v več kot 80 srednjih šol v Italiji, Hrvaškem in Sloveniji. In ko smo videli razpis, smo rekli, tudi mi moramo prevzeti malo odgovornosti in razširiti prepoznavanje med manjšimi nevladnimi organizacijami, med manjšimi organizacijami civilne družbe, da je ta program izrednega pomena in zelo velika priložnost za rast in razvoj. Pomemben pa je ravno zaradi tega, ker obravnava državljanstvo, enakost, pravice in vrednote. Obravnava sam temelj, na katerem stoji Evropska unija. In ta temelj ni samoumeven. V zadnjih 2 letih ali več smo opazili, da je, se opravičujem, da zelo hitro se lahko zamaje in razprava o teh temah je izrednega pomena za zdravo rast in razvoj Evropske unije. Evropska unija smo državljani, smo prebivalci Evropske unije. Naša identiteta je tista, ki je identiteta Evrope. Evropa smo Evropejci, Evropejci smo Evropa. Četudi je od takrat minilo že več kot 10 let in Pina se je razvila, je rasla, je pridobivala nove izzive in upam, da uspešno jih naslavljala, je še en razlog, zaradi katerega smo izredno ponosni, da nosimo naziv CERV točka. Kot rečeno, ne glede na vsa ta leta razvoja in rasti, še vedno smo prepogosto dojeti kot lokalna organizacija, regionalna organizacija in dejstvo, da imamo CERV točko bazirano v Kopru, je en korak bliže k decentralizaciji naše države. Tudi to je en izziv, ki je kot država moramo početi bolj temeljito naslavljati. Najlepša hvala za posluh in želim vam lepo konferenco. Kaja, prepuščam tebi. Hvala vsem za te besede. Bi se pošalila, da še 6 govorov, pa začnemo vsebino. Sem se bojim, da bomo ljudi na Zoomu zgubili, tako da mislim, da zdaj ni čas za te komične vložke. Bi pa vseeno rada opozorila na to, da nekaj nas je danes zbranih tukaj v živo v hiši Evropske unije, nekaj nas pa spremlja preko Zoom platforme in vse lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste ta čas namenili tej konferenci. V prvem delu bo zdaj sledila predstavitev programa CERV, nato pa okrogla miza CERV in mi, kratek odmor in ob 12. nadaljujemo z delavnico CERV v praksi. Nekje ob enih bomo z zaključnimi mislimi sklenili ta dogodek. Začnimo na začetku. Vabim gospod Neno Bibica, da predstavi CERV. Gre za nov program, o katerem se bo danes in v prihodnjih letih, verjamem, da veliko govorilo. Dober dan, lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu te danes že tolikokrat omenjene CERV točke, nacionalne kontaktne točke tega, jaz bom rekla, kar tako zelo velikega. Evo tehnika, hvala. Zelo velikega in na prvi pogled precej zakompliciranega programa. Jaz bi čisto na začetku povabila vse, ki vam bo kakšenkoli razpis, ki bo prišel v naslednjih mesecih, vam zanimiv, ne se ustrašiti. Mi smo tu zato, da vam pomagamo, to je čisto za začetek.
pokličite nas, pišite nas, če ne znamo mi odgovora, če vam ne vemo, kako svetovati. Imamo mrežo nacionalnih kontaktnih točk po celi Evropi, imamo direkten stik z Evropsko komisijo, tako da tako ali drugače do nekega odgovora pridemo. Res ta prvi poziv, ne se ustrašiti, razpisi so mogoče zapleteni, ampak ko jih pa enkrat preberemo, bomo ugotovili, da so manj zapleteni kot kakšen kohezijski nacionalni, tako da le pogumno, prijavnica je standardizirana, lahko si jo že pogledate. To je za uvod, zdaj pa kaj je CERF. Danes smo že slišali centraliziran program. To pomeni, da se vse odvaja in odvija v Bruslu. Vaša prijava bo šla v Bruselj, ocenjena bo v Bruslu, z Bruslom boste imeli pogodbo. Mi smo tudi ta nacionalna točka, ki vam lahko damo na svetu v slovenščini, ki vam nekaj prevedemo, vam pomagamo najti partnerje v tujini, če imate ta problem, vam pomagamo z razvojem projektne ideje, vam pomagamo pri razvoju financ, če je kakšna težava. Tako da za to podporo je poskrbljeno. CERF je razdeljen na 4 tematske sklope. Danes smo že slišali, da je nastal združevanje 2 programov. Eden je taki, mogoče nevladnim organizacijam, dosti bolj poznan, Evropa za državljane, in eden je bolj poznan, tisti malo bolj raziskovalni, visokošolski sferi, to je pa bivši program Pravice, enakost in državljani. Ta 2 programa sta zdaj združena, ampak v bistvu sta pa ostala, kar se tiče samega izvajanja, precej podobna temu, kar sta bila. Tako da ta Evropa za državljane, ki je namenjen nekim manjšim civilnim organizacijam, spodbujanju sodelovanjem, deležbe državljanom, je ostal zelo lahek za ga administrirati in zelo lahek za prijavljati. Tako da ne se prosim ustrašiti res tega velikega imena, ker vsebine, predvsem kar je Evrope za državljane, so ostale enake. Spodbuja se civilne iniciative, spodbuja se participacijo državljanov, spodbuja se pobratenje in mreženje mest in spodbuja se ohranjanje zgodovinskega spomina. To so te 3 prioritete, ki so bile tudi v preteklosti. In temu okviru smo dodali mi okvir REK. Tako, to je ta star program, ki pa nosi v sebi enakost in pravice in sklop DAFNE. Enakost in pravice naslavlja vsa področja, na katerih se mi borimo, da bi dosegli neko enakost. Se pravi, spodbujamo enakost med spoli, enakost vključevanja invalidov, enakost vseh marginaliziranih skupin, vključevanje migrantov, spodbuja se zagotavljanje pravic otrok, mladostnikov. To so vse specializirani razpisi, ki bodo objavljeni letos proti koncu leta oziroma na začetku prihodnjega leta. In imamo ta 3. sklop oziroma 4. sklop DAFNE, ki je podrejen boju proti nasilju. Govorimo o preprečevanju nasilja nad ženskami in otroci, govorimo o ozaveščevalnih kampanjah, govorimo tudi o odpravljanju posledic, ki jih imajo žrtve nasilja, tako direktne kot indirektne. In potem imamo mi še tle v tem programu, tako pestrem in zanimivem, še 4. sklop, to je pa popolnoma nov sklop, ki je nastal, jaz mislim, da na podlagi dogajanj zadnjih let, in to je sklop vrednote. V Evropski uniji se je ugotovilo, da se nekako v zadnjih letih, sploh pa v tem obdobju COVID, smo začeli postavljati pod vprašanje te temeljne skupne vrednote. Pravice in vrednote, kot so svoboda gibanja, svoboda pretoka delovne sile, človekovo dostojanstvo in podobno. In zato je velik del tega programa namenjen prav temu, spodbujanju vrednot. In je namenjen vsem organizacijam, ki imajo stik z veliko količino ljudi in lahko te vrednote promovirajo. Zdaj, znotraj tega sklopa je še en zelo zanimiv razpis, kjer se išče posredniška telesa. Tisti, ki ste mogoče malo bolj aktivni na področju evropskih programov kohezijske politike, ste mogoče že slišali za to ime. To je v bistvu na nacionalnih državah se išče večje organizacije, ki bodo v upravljanju dobile neko količino denarja, tle odvisno od razpisa govorimo od 2,5 do 4 milijone evrov, ki jih bojo potem podelile manjšim projektom na terenu. Oni bojo tudi izvajali cel ta program, tako da se bomo izognili tudi temu velikemu, mogoče kakšenkrat zastrašujočemu elementu Evropske unije. Prvi razpis je bil že objavljen, bo pa vsa leta, tako da če kdo razmišlja, če ima to možnost, da se prijavi, da ustanovi ta posredniško telo v Sloveniji, mislim, da bi to en velik doprinos razvoju civilne družbe, predvsem majhnih organizacij pri nas. Naloga tega telesa oziroma tega
tega projekta je tudi gradnja kompetenc in kapacitet civilno-družbenih organizacij s poudarkom na res majhnih organizacijah. Tako da zdaj že en tak oglas za ta prihajajoči razpis. Razpis, ki ga bomo sigurno v naslednjih mesecih precej govorili o njem, ker je tudi na področju Evropske unije zelo pomemben. Če gledamo malo stroškovno, 44% te 1,5 milijarde, ko smo slišali, gre za razpise promocije vrednot unije. Tako da je to ena ta velika prioriteta tega programa. In zdaj v vsem tem širokem naboru, kaj so morda neke upravičene aktivnosti. Zdaj znotraj, ko govorimo o razpisih, ki bodo z področja tega, kar mi kličemo sklop 3 participacija, to so to, kar smo že slišali, je spodbujanje ohranjanja spomina. Se vežemo na neke strategije Evropske unije, ki ohranjajo spomin, predvsem zato, da se določene stvari iz preteklosti ne bi ponavljale. V preteklem obdobju smo imeli prioriteto na antisemitizmu, prioriteta za letošnje obdobje bo določena v novem okviru, ki bo nekje novembra. So pa zmeraj, čeprav so prioritete določene, možno naslavljati vsa področja od neke novejše zgodovine po drugi svetovni vojni, ki so vplivala na to, da je Evropa to, kar je, in s katerimi se tudi želimo izogniti nekim rečem, ki so se dogajale v preteklosti in kot je gospa Jukeš rekla, se nažalost dogajajo tudi danes. To je ohranjanje spomina na neke dogodke, s katerim mlade učimo, kako se izogniti, kaj se je dogajalo, da se zavedajo, kaj pomeni sovraštvo, kam lahko pripelje sovraštvo do drugačnih. Mogoče neki otroci od 15 let niti nimajo več tega spomina, kaj je bilo, zato je prav, da jih opominjamo na te neke grozote preteklosti in da skušamo s tem razvijati to demokratičnost in ohranjati ta pomen enakosti vseh. Participacija v okviru povratenja mest, ki po novem rečemo partnerstva med mesti in mreže mest. To so razpisi, ki so načeloma namenjeni občinam. Zdaj, zadnji razpis je bil objavljen in ni prišlo niti toliko prijav, kot je bilo sredstev na razpisu. Tako da v bistvu občine so nekako ali spregledale ali pa niso zainteresirane in ne poznajo. Tako da tisti iz občin, ki ste danes, se bomo obrnili na vas, bomo prišli do vas, da vam predstavimo konkretno ta 2 razpisa, da vidite, kaj lahko občina kot taka dobi na teh 2 razpisih. Sta pa razpisa namenjena nekim izmenjavam državljanom, iskanju nekih skupnih kulturnih vrednot, izmenjavi razumevanja določenih reči, tako da so res lepi, zanimivi, tudi zelo majhni razpisi in projekti, tako da ni treba, da se ustrašijo manjše občine in je kar nekaj denarja na razpolago za te vrste razpisov. In še opomba, te razpise, projekte ni nujno, da izvaja občine, ampak jih lahko tudi neka nevladna organizacija v imenu občine. Tako da, če delujete v neki občini in vidite, da bi lahko vi kot nevladna organizacija izvajali take projekte, lahko to počnete s pismom podporo občine, v kateri se bo to dogajalo. To je ta lažji, zdaj pa ta, bolj smo rečem, strateški del tega programa. V ostalih 3 prioritetah se lahko pogovarjamo o nekih mogoče malo bolj zapletenih razvojih, nekih strategij, o raziskavah, o treningih, o prenosu dobrih praks, o izmenjavah. To je v bistvu tak zelo širok nabor aktivnosti, ki jih lahko izvajate. Jaz bolj konkretno kot to se niti ne upam iti, zato ker je vsako leto nekje med 9 in 11 razpisov. In vsak razpis posebej v svojem call dokumentu, ki ga res dobro preberete, govori o teh prioritetah in govori o posameznih upravičenih aktivnostih za tisti specifični razpis, za tisto specifično obdobje. Dober dan. Pozdravimo še gospoda varuha. Dober dan, hvala, da ste se nam pridružili. Smo sredi predstavitve programa CERV, ki je nenazadnje zanimiv tudi za vaš inštitut, ker je program, ki ima razpise, ki so namenjeni promociji človekovih pravic in enakosti in so deli, ki so specializirani tudi za vaš urad, tako da ko bo ta razpis, se bomo še videli.
Tako da to je to, res si preberite razpise. Mi se bomo v obdobju, ko bodo razpisi prišli, trudili stopiti v stik z vsemi z vami. Imeli bomo dogodke, na katerih vas bomo izobraževali, predstavljali razpise. Tudi na vas je to povabilo, da si preberete vse te razpise, predvsem kar se tiče prioritet in upravičenih aktivnosti, da vidite, če je to nekaj, kar vam paše, če lahko tako rečem. In ko boste sestavljali te partnerstva, je verjetno zelo pomembno, kdo je lahko upravičen na programu CERT. Kar se tiče držav, v tem trenutku so upravičene samo države članice. Lahko pa z vami delim novico, da potekajo pogajanja z državami Zahodnega Balkana in je pričakovati, da bodo za razpise, ki prihajajo letos, upravičene že tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Smo imeli precej vprašanj glede Bosne, Srbije in Makedonije, tako da se nadejamo, mi nažalost ne vemo poimensko, katere države se pogajajo, se pa pogajajo in baje so blizu temu, da bodo pristopili k programu, tako da mogoče v bodoče bomo lahko vključili tudi te naše partnerje iz nam bližje okolice. Kar se tiče upravičenosti organizacij, mi govorimo o organizacijah civilne družbe. Tle mislimo najbolj široko, kar si lahko predstavljate to civilno družbo. Govorimo seveda o nevladnih organizacijah, govorimo o javnih zavodih, kjer so osnovne šole, srednje šole, knjižnice, muzeji, raziskovalni inštituti, univerze, praktično vse, kar se lahko spomnite. So tudi ministrstva so upravičene, so organi v sestavi ministrstva upravičene, so uradi upravičeni, tako državni kot zasebni. Tako da je res ta velik pester nabor in v določenih razpisih so upravičene tudi profitne organizacije. Seveda ne smejo imeti dobička profita na projektu, so pa upravičene v sodelovanju in povezovanju z neprofitnimi organizacijami, da sodelujejo kot partnerji na določenih razpisih. Zdaj spet vsak razpis posebej določa, kdo se lahko prijavi in kako se lahko prijavi. Tako da ena taka spet nasvet, dobro si preberite vse te razpise, da boste videli, če ste upravičeni, če imate vprašanje, če ne veste, če ste upravičeni, CERV točka, nas kontaktirate in bomo skupaj provali razbrati, če ste upravičeni, niste upravičeni in kako ste upravičeni. To je na kratko zdaj v programu, zdaj pa še mogoče 2 besede o tem, kaj CERV točka je. Se že povedala, nacionalna kontaktna točka, mi imamo nekaj naših nalog, prva je to, kar imamo danes, to je obveščamo in informiramo o programu, o razpisih, o možnostih, ki jih ta program nudi. Kot drugo organiziramo informativne dogodke. Informativne dogodke bomo organizirali v bodoče ne samo glede razpisov, ampak tudi mogoče glede nekih horizontalnih tem programa. To je vključevanje načela enakosti med spoli v projekte, načela enakosti na splošno in nediskriminacijo v projekte. Imeli bomo izobraževanja za tiste, ki ste mogoče novi, kako razviti projektno idejo, kako od ideje priti do projekta. In imeli bomo izobraževanja o komuniciranju. Danes bomo še nekaj slišali na to temo, še v okrogli mizi, kako pomembno je komunicirati projekte, kako pomembno je govoriti in diseminirati te rezultate, ki jih imamo, zato da dosežemo čim večje število ljudi, zato da imajo te naši projekti na dolgi rok res nek učinek. Mi s programom si želimo spremeniti družbo. Želimo si, da ta družba postane bolj enakopravna, da smo vsi enaki, da verjamemo in spoštujemo pravice. In to so tudi ta načela, ki jih zasledujemo v projektih in zato je prav, da jih znamo tudi razširiti na čim širšo število ljudi, da nas spoznajo. Svetujemo individualno tudi, tako da če imate vprašanje, kot sem rekla, lahko nas pokličete, lahko nam pošljete mail, lahko nas tudi obiščete v Kopru, veseli bomo vsakega vašega obiska. Če imate namen priti, nas prosim pokličite, da bomo res tam. Pomagamo pri iskanju projektnih partnerjev. Dostikrat se zalomi na začetku, če nimate še neke partnerske mreže pri partnerjih. Mi imamo kontakte z nacionalnimi kontaktnimi točkami ostalih držav, z njimi tudi gradimo eno mednarodno bazo, ki bo mogoče malo bolj uporabna kot tista, ki trenutno obstaja pod vsakim razpisom. Tudi lahko navežemo stike. Na naši spletni strani, ki jo napovem, bo kmalu objavljena, bomo tudi imeli obrazec, kamor se boste lahko prijavili, da si želite partnerje. Tako da, ko bomo mi iz tujine dobili neko povpraševanje, vas bomo lažje po tej bazi podatkov našli in vas povezali z
ostalimi organizacijami. V okviru mreže nacionalnih kontaktnih točk organiziramo tudi dogodke, ki jih klicamo Citizens Debate, so namenjeni povezovanju in neki splošni debati o teh temeljnih področjih, ki jih CERV naslavlja. Tako da tudi, če nimate neke želje še po mogoče projektu, ste vabljeni, ker se tam izmenjuje veliko idej in veliko partnerstev in mislim, da so bili že 5 ali 6 projektnih idej tam nastalo, ki zdaj čakajo ocenjevanje. Tako da je to ena taka možnost, ki jo lahko izkoristite. To je v bistvu to, kar počnemo, no? Če še kaj. In to je mogoče že zelo pomembno, mi si želimo priti vsak kotiček Slovenije. Ne bomo delali samo v Kopru, ne bomo delali samo v Ljubljani, bomo povsod, veseli bomo, če nas pokličete, če nas povabite na kakšen dogodek, da pridemo predstaviti CERV, če boste imeli, ne vem, za vaše člane, če ste zveza društev, dogodke, mi z veseljem pridemo kamorkoli v Slovenijo, ker v bistvu vsi želimo povečati število organizacij iz Slovenije, ki so uspešne na programu. Ne samo, da povečamo število prijav, ampak število prijav, ki bodo uspešne. To je v bistvu ta naš glavni cilj, ki ga imamo za naslednje leta. In verjetno tisto, kar vas najbolj zanima, je, kdaj lahko pričakujemo naslednje razpise. Program funkcionira na podlagi dvoletnih programov. Program za leto 2023-2024 naj bi bil sprejet v novembru in v novembru bodo kasneje tudi objavljeni prvi razpisi. Objavljeni še ne pomeni odprti, ampak objavljeni, tako da jih boste lahko preštudirali. V tem programu, ki bo objavljen in ki ga bomo mi sigurno delili po vseh možnih kanalih, bo plan dela za leto 23 in 24, kar pomeni, da boste imeli okvirne datume razpisov tudi že za leto 2024. Z določenimi vsemi prioritetami za leto 23 in 24. Tako da lahko že v eno leto naprej potem začnete planirati projekte, ki bi mogoče bili primerni za kateri razpis, glede na prioritete, ki bodo razpisani in ki jih naslavljate. Najlepša hvala, kontakte imate, tako da res prosim, stopite z nami, če boste v kontakt, če boste karkoli potrebovali. Hvala.